Lep dober večer, Tanja Skaza z vami, vsak četrtek. Drugače imamo, vedno se nam začne naslov vaše izkušnje oziroma vaše vprašanja, moje izkušnje, ampak tokrat sem si dovolila izbrati sama temo, za katero mislim, da bi bila zelo smiselna, da bi se tudi pogovarjali več o tej temi. In sicer, vsi tisti, ki ne veste, sem preživela krasnih 5 dni, po moje ne samo jaz, tudi ostale, krasnih 5 dni na križarjenju z 34 boginjami in to, kar bom danes povedala, oziroma to, kar vam bom prebrala, to smo res živele. Smo se povezale, smo sodelovale, smo pomagale eni drugi, smo se imele rade, smo se počutile res kot prave zaveznice, na koncu tudi kot prijateljice. Seveda boste rekli, se to, jaz to govorim, v resnici pa bi bilo dobro, da povedo tiste, ki so na tem križarjenju sodelovali, ampak sem prepričana, da jih boste videli z mano, da še boste slišali o njih, da bodo tudi one podale kakršnokoli izkušnjo, ampak cilj vsega tega je, da vam želim povedati: dober večer, Katjuša, dober večer, Mateja, tako malo sem, malo tja, to je zdaj ta ženska energija, malo skače sem, malo tja, da smo res živele tako, kot opisujem v knjigi. Naj vam povem. Leta 2019, to meni 2 leti nazaj, 10. oktobra je šla moja knjiga Spremembe vredna. Kar pomeni, da sem 2 leti, zdaj bo 2 leti nazaj, ker dejansko smo to knjigo tudi ustvarili, mogoče še več kot 2 leti, ker smo jo pisali s Petro skoraj nekaj mesecev, nastajala je skoraj nekaj mesecev, Petra mi je pomagala vključiti oziroma tiste moje besede napisati tako, da ste jih tudi vi začutili. In srčno upam, in danes sem jo klicala in sem rekla: draga moja Petra, tako te imam rada, ker kadarkoli vzamem knjigo v roke, kljub temu, če ima nekaj slovničnih napak, je napisana srčno, čutim mojo energijo, tako smo se skonektali kot eno, resnično. In sem prepričana, da v vaše življenje lahko pridejo samo ljudje, kot so podobni vam. Resnično sem prepričana. To pomeni, če ste srčni, dovolite spoznati ljudi, ki pridejo v vaše življenje, ker so tudi mogoče oni srčni, samo še tega ne vedo, ali pa so še malo zaprti, pa jim je potrebno pomagati. In zapomnite si, največkrat se tako zgodi, kar boste vi njim pomagali, bojo oni pa na tak način tudi vam pomagali. Saj veste, enkrat smo v vlogi učitelja, enkrat smo pa v vlogi učenca. Rečemo učenke, učiteljice. No, in ker sem napisala to knjigo, je bilo tako, nekaj žensk, tako da iskrena hvala, točno se spomnim, bil je menedžerski kongres, je nekaj žensk prišlo do mene in so mi tako z veseljem rekle: wow, kakšna knjiga, kako je zadnje poglavje, kdaj boš napisala naprej nadaljevanje, mene ful zanima, kaj piše v knjigi. In isto tako se je mogoče zgodilo pri katerih moških, ker so moški želeli, da bi tudi oni prebrali nadaljevanje. Tako da, dragi moji, ne misli, da samo ženske berejo mojo knjigo. Zelo veliko moških je prebralo mojo knjigo. Zelo veliko moških. Marsikje se je zgodilo tako, da je moški prvi prebral knjigo, pa potem njegova partnerka. Tako da jaz sem počaščena, predvsem zato, ker vidim, da knjiga kroži, in počaščena sem tudi zato, ker lahko marsikomu s to knjigo pomagam, ki mi napiše nazaj, ker dobivam take lepe povratne informacije, tako da hvala vam. No, ampak se je tudi nekaj takih našlo, ko je prebralo zadnjo poglavje moje knjige, je doživelo šok, in sicer resnični šok. In to je tako zadnje poglavje, jaz ga bom majčken prebrala, čisto majčken, ne preveč, ker to bi zdaj trajalo 15 minut, pa sem možu obljubila, da bom danes imela samo 20 minut, to zaradi tega, ker me 5 dni ni imel in zdaj je prav, da se me tudi on naužije in jaz naužijem njega. Srčno upam, da boste razumeli, ko to rečem, da je to resnično, da je prav, da to date svojemu partnerju in da ta partner da tudi to vam. Ko boste, drage dame, dale to najprej sebi, boste lahko dale moškemu in tudi potem tako obratno. Povedala bom, o katerem poglavju govorim. To je poglavje za konec ali za pravi začetek. Čisto majčken,
Malo bo zdaj malo seksualnega naboja notri, ampak predvsem, kar je pa veliko ljubezni, veliko sočutja in da se malo povežete s tem, kar bom prebrala. Za konec ali za pravi začetek. V tempelj smo prišli spoznavati žensko telo. Učimo se o energijah, o spolnosti, o ženstvenosti, o orgazmu. Vse je popolnoma sproščeno, kot da smo si druga drugi največje zaveznice, druga ob drugi najbolj varne in sprejete. Spomnim se, ker je pač Petra mogla napisati to poglavje, kako je bilo težko, tudi ona nikakor ni vedela, kako naj se skonekta s to. In sem rekla, Petra, bo prišla prava energija. In danes, ker sem ponovno prebrala, jo pokličem, rečem, Petra, či si se skonektala, či si padla noter v to poglavje, či si dala to energijo, to, kaj drugo naj še rečem, vse ostalo boste pa pol prebrali. Naj še preberem nekaj iz te knjige. Kakšne sanje sem imela? Bile so tako žive in intenzivne, da se spomnim vseh barv, vseh slik, celo obrazov vseh ljudi. Takoj sem jih podrobno razložila Igorju. In zdaj ne bom brala celo zgodbo, ker to je tako moškemu vsekakor pisano na dušo, si to želi slišati in tudi želi podoživljati. Tako, bom pa prebrala delček iz te knjige. Cilj celotne zgodbe je, kako se ženskami povezujemo, kako se srečamo, kaj delamo, na kak način, kako se želimo začutiti, kako kdo boljše ženski pove o ženstvenosti kot ženska, kdo je tisti, ko lahko ženski konkretno pove na način ali pa pokaže, kako se poboža. Mislim, cel kup ženska lahko da to ženski in ko ženska da to ženski, ženska zna to začutiti sama pri sebi in to potem tudi pokazati svojemu partnerju. No, ampak zdaj pa delček pa malo iz knjige. Vse me pogledajo in mi brez besed, z nasmeškom na ustih, z lepim pogledom sledijo. My God, koliko lepe energije, nikjer nobene nevoščljivosti, niti kančka dvoma, nič zavisti, nič ošabnosti, kot da vse to niti ne obstaja. Samo čista, lepa, prijetna energija, lepota v pravem pomenu besede. Še ko danes občutim ta občutek, mi je prav hudo, da v resničnem življenju toliko izgubljamo, drage dame. Koliko izgubljamo, ko druga drugo ocenjujemo, si ne privoščimo uspeha, smo polne zavisti in obrekovanja. Prav vse tako izgubljamo. Vse tako izgubljamo. Zato izgubljamo, se opravičujem. V tempelj smo se prišle učiti, zdaj bom pa to prebrala. Dobro večer, Ivana. V tempelj smo se prišle učiti, kako postati boginje in s tem tudi spoznavati žensko telo. Učimo se o energijah, o spolnosti, o ženstvenosti, o orgazmu. Vse je popolnoma sproščeno. Kot da smo si druga drugi največje zaveznice, druga ob drugi najbolj varne in sprejete. Zdaj pa gremo naprej. Dragi moški, to bo tudi za vas zanimivo. Vse se slečemo, do golega, občudujemo druga drugo. To nismo počeli, tako da tega nismo, ker nismo imeli templa. Smo bile na križarjenju, smo bile pa v kopalkah in smo plesali in smo se imeli lepo. In mislim, da če bi vsi tisti, ki so nas gledali iz kakega helikopterja ali pa, ne vem, iz letala, so nas občudovali, ker so videli toliko lepote, toliko ženstvenosti, toliko sočutja, da po moje bi tako kot muhice želeli biti prisotni na naši ladji. V ozadju nam še vedno igrajo Ikarosi in res je, konstantno smo poslušali zdravilne pesmi in se skozi zdravilne pesmi prepustile svojim občutkom in spoznavale sebe. To zdaj vmes povem še kaj. Začnemo krožiti po prostoru in se namerno gledamo in občudujemo druga drugo. Dama ob meni začuti vzgib, da se me dotakne, pustim ji. Začutim vzgib, da se dotaknem njenih prsi. Nismo dotikale prsi, ker nimamo templa. To ni šlo tako daleč, ampak glejte, smo se pa dotikale, smo se pobožale, smo si dale objem, smo se odprle, smo se pogovarjale, smo se skupaj smejale. To so dotiki spoznavanja, občudovanja lepote in popolnosti. Sčasoma se vse dotikamo, božamo in uživamo z vsakim dihom. Počutimo se kot največje boginje, čisto vse.
In kaj je bilo potem, je drezal Igor, to piše pač v knjigi, to zdaj ni pomembno, zdaj bom samo ta konec, je pa res zanimivo poglavje, tako da lepo priporočam, drage dame, da ga najprej vi preberete, potem ga daste vašim partnerjem, boginja, da ga daste vašim partnerjem za prebrati in to podoživljate. In zdaj še samo zadnji del, ki se mi zdi pa tako dober za vas, da slišite. Sanje sem začutila tudi kot neko nalogo, da bom v prihodnosti ustvarila tempelj za spoznavanje ženske in vas s tem opolnomočila, da se boste počutile boginje in to boginjo potem dale tudi svojim partnerjem. Drage dame, čas je, da se povežemo, sodelujemo in manj tekmujemo druga z drugo. V življenju je vse lažje, če znamo videti lepoto tako v sebi kot v drugih. In tako zase kot za druge ženske želimo, da postanemo najboljša različica sebe. Ok, tole da vidimo, če še karkoli takega da preberem. No še to, sem še en delček. Drage dame, naj bo ženska ženski, opora. Upaj si prebuditi notranjo boginjo, dovoli si živeti, polna čutenj, izraženih talentov, uresničenih želja in doseženih ciljev. Dovoli si biti ženska, dovoli si biti boginja. Skupnimi močmi nam bo to uspelo hitreje. Si za, saj veš, da vse se da. Evo, en delček moje knjige, resnično, drage dame, vzamite si čas, vse tiste, ki imate mojo knjigo, ker moje knjige že skoraj, no ne vem, je to veliko, skoraj 3000 prodanih, tako da to zdaj ne vem. Jaz sem računala na 15 000, Dobro, ta številka ni takšna, še pa vedno računam, da se bo zgodil ta preboj. Ker zdaj imam okoli sebe, sem obdana z 34 boginjami, pa ne samo s temi. Tudi moje stranke so prave boginje in vse tiste, ki niste mogli iti. Drugo leto bo se šli, bomo že naredili tako, če ne drugo leto, bomo naredili programe. Prepričana sem, da to, kar sem napisala v knjigi, to tudi resnično živim. In to je moja pot in jo bom peljala naprej. In zdaj še pogledamo z ene strani. To je šopek, ki ga vidite v ozadju, ki so mi ga kupile moje boginje. Ne moje, naše boginje. Na drugi strani sem dobila za darilo, ker smo si delile darila, tisto, kar se nam je zdelo najbolje, sem dobila nekaj, kar bo krožilo skozi vsa naša potovanja, ne glede na to, ali bomo na križarki, ali bomo v hotelu, ali bomo nekje na kakšnem turizmu, kjerkoli. Imamo knjigo, ki sem jo dobila o sestrstvu. In še eno pomembno darilo, jaz imam zelo rada rože, angele, kristale. Seveda imam še druge stvari rada, da ne bo pomote, ampak to so nekaj tako, ki me se, pa knjige, to meni knjigo sem dobila in angela sem dobila. Rože, knjigo in angela. To so 3 meni najboljše, najbolj pomembne, meni srčne stvari in te 3 sem dobila. Tako da, polna sem še tako emocij, polna sem še, danes sem celo spala, saj vam ne upam povedati. Ne vem, kako boste to razumeli, ampak sem spala skoraj do 10, več kot do 10. Moj otrok mi je prišel ob 7 v naročje, včeraj zvečer me je ta starejši čakal in me je objel, ful lepo me je objel, tako je bil vesel, mami, kako si se imela. Mlajši je pa že zaspal, ampak je pa ob 7 prišel k meni, zlezel v posteljo in mi dal tudi on to ljubezen. Vsekakor, moj mož me pa čakal zvečer in me je celo noč objemal. Da vidimo danes, koliko sem. 20 minut, malo manj kot 20 minut. Imam več kot 34 krasnih boginj. Okoli mene je zdaj že cirka 60 krasnih boginj. In sem prepričana in vse ve, kaj me spremljate, kaj ste z menoj, da ste tudi ve krasne boginje. Resnično. In to mi je dalo samo potrditev, da je prav, da to počnem, da je prav, da se povezujete, da je prav, da sodelujete in da si dovolite spoznati drugo osebo ali pa drugo žensko, katerokoli žensko, ki vam pride naproti, ne da jo ocenjujete. Dovolite jo spustiti v svoje življenje, kajti tista, ki pride do vas, je podobna vam, zelo, zelo podobna.
Zraven, to pomeni te moje boginje, ki so bile z mano, naj vam povem, one so žrebale, s kom bodo spale. Veste, kaj to pomeni? Tisti moment je vedela, sploh ni poznala osebe, je žrebala, s katero bo spala v kabini. Si lahko mislite, skozi kakšne izven cone smo šle. Noro! Ampak toliko različne, pa na koncu so videle, da so si toliko podobne. Dovolite si spoznati sebe, dovolite to začutiti. In kar je najbolj pomembno, to bi pa želela deliti z vsemi. Energije so najbolj subtilna stvar. Ko je človek odprt, človek odprt, to pomeni, njegovo srce je odprto. In takrat rade pridejo različne energije do nas. Niso vse energije prave, zato je prav, če je že odprto srce, da znate poslušati. Kajti tle zelo hitro, tle je še hujško pa posel. Posel je treba se malo potruditi, pri energijah se pa hitro to začuti. Dovolite spoznavati sebe, dovolite si začutiti, kaj se dogaja z vami. Prav tako začutiti, kaj me zdaj stiska, kaj se mi zdaj dogaja. Vedno pridite do tega in se vprašajte, zakaj me to zdaj zabolelo. Nihče vas ne more prizadeti kot vi sami sebe. In ko ste prizadeti, takrat vedite, da je nekaj notri v vas in si dovolite to spoznati. In mi nikogar ne moremo spreminjati, lahko samo pomagamo se spreminjati sami. In ko se mi spreminjamo okolico okoli nas. Tisti, ki želijo ostati z vami, bodo ostali in bodo rasli skupaj z vami. Tisti, ki pa ne, bodo pa odšli. In bo čisto nekaj normalnega. Kako lepo, še moški napisal, da čuti našo energijo. Krasno. Jaz bi danes tlele končala s tem stavkom, ker sem res še tako polna emocij, sploh vam ne znam povedati, to je res nekaj. Jaz sem tako, danes res, ko sem se zbudila, sem vzela, jaz imam vedno mojo knjigo, ki je v bližini. Eni pravijo, da ko napišeš prvo knjigo, da pol začneš kritizirati to knjigo. Jaz še do danes je nikoli nisem skritizirala in vsakič, ko jo odprem, si rečem, zdaj bom čisto besedno rekla, oh my god, kako knjigo sva midve s Petro naredile, a Petra sploh ve, a sva naredile. In vedno z veseljem preberem, vedno z veseljem, tako vsake toliko preberem kako poglavje in vidim. Hvala vsem za vse lepe besede in hvala, drage boginje, sem videla, da je tudi moji boginj že nekaj gora prisotnih. Karkoli naredite, karkoli, nikoli ne kritizirajte tistega, kar ste naredili. Poglejte in recite, oh my god, kaj sem naredila, kaj sem ustvarila. Pohvalite se, dajte si reči, dajte same sebe nagraditi s tem, da se zavedate, kako ste dobre in da si res rečete, da ste vredne. Zato je moj naslov spremembe vredna, kajti vredne ste tako. Toliko smo zahtevne same do sebe, kar naprej bi nekaj spreminjale, kar naprej nam nekaj ne paše. Ampak ko pa nekaj naredimo, si pa rečemo, kakšne spremembe uvajamo v svoje življenje. In naj vam povem, vse moje boginje, ki so bile z mano, čisto vsaka, čisto vseh 34 boginj, je resnično spremembe vredno. Resnično, ker ti toliko narediti, koliko ljudi je dvomilo v to naše potovanje, kako se bodo skregale, kako se ne bodo to, še posebej, ko vejo pri meni, da se pri meni dela in da se tudi odpira in tako naprej. Ne, dragi moji, ne. Tam, ker je ljubezen, tam, ker je sočutje, tam, ker je pozitivna naravnanost, tam, ker je luč, tam je resnično povezano sodelovanje in pomoč ena drugi. Drage moje, mi smo tiste, ki prve to začnemo. Vse veste, ko mi začnemo, potem delamo premike pri moških. En stavek sem pozabila prebrati. Enega. Pa tistega, ki mi je moj mož rekel, da je najbolj pomemben za prebrati. To pa bom prebrala zato, da vidim, da ga najdem. Pa je prav, da končam.
To je pa res prav, zaradi tega, to, da. Zdaj se bom malo pohvalila, ampak nič za to, vse to je cilj tudi tega, ne? Še nikoli v življenju se nisem počutila tako seksi kot tisti dan in to sem vsekakor možu zvečer tudi pokazala. Imela sva čudovito noč. Njegove besede: draga moja, ljubil te bom do konca življenja, če boš takšna, kot si danes. Ob tebi se počutim popoln moški. Ko smo me boginje, ko živimo to notranjo boginjo, ali pa tako, kot je rekla ena izmed mojih boginj, s to besedo se nikakor ne morem poistovetiti, ta boginja. Mislim, da da se na koncu poistovetila, se je že kak drugi ali pa tretji dan poistovetila s to boginjo. Ker smo me boginje, lahko imamo zraven sebe popolne moške in tudi njim dovolijo, da to spoznajo, to boginjo, ki je v nas. Želim vam krasen vikend, želim vam, ne vem, kaj vam naj rečem, krasen petek, pa pol krasen vikend, da se imate lepo, da začutite sebe, kako moje drage dame pišejo, tako da lepo prosim preberite, da vidite, koliko ljubezni je še vedno noter v njih. To so polne ljubezni in resnično, da znate varovati svojo energijo, da s pozitivno naravnanostjo jo pokažete, ampak tudi ste subtilne do drugih energij. Zdaj pa sem širimo to ljubezen, ker jo res potrebujemo. Jaz ne gledam televizije, ampak ko sem prišla, je danes že mi Igor nekaj povedal, včeraj, ko smo se peljale domov, so moje drage dame, se veste, da imam poslovne ženske noter, sem imela poslovne ženske, kar pomeni spremljajo, kaj se dogaja. Ne vem, jaz sem se malo prepustila, da bojo to mi one povedale, da to jaz ne rabim spremljati, pa potem še moj mož, ampak res mislim, da živimo v času, kjer potrebujemo še toliko več ljubezni, toliko več sočutja do ljudi, toliko več te pozitivne naravnanosti in predvsem to, da res govorimo resnico. Kako bi rada, da bi bili muha, da vidite, ko so se punce odprle, oziroma drage dame odprle. A veste, ko jim je kar izletelo, sploh ne vejo, kako to, da so govorile to, jim je izletelo, pa so povedale resnico. Pa tudi, če je bila boleča, ne vem, za kogarkoli so jo povedale, ampak za njih ni bila boleča, ker je bila iz srca. En krasen večer vam želim.